Hvaležno pozdravljeni. Ljudje prihajajo k Tatjani Melin v Prekmurje iz različnih razlogov. A kakršnikoli že ti razlogi so, ali so zdravstvene težave, psihične, duševne in tako naprej, ali so to mladostniki, starostniki ali vse ostalo, kar je vmes, Tatjana Melin je tista, ki vedno znova poudarja, kako pomembno je, da vzdržujemo tudi energijsko higieno. Ne samo, da se stoširamo vsak dan ali pa enkrat na dan ali pa dvakrat na dan, ampak da dejansko ohranjamo tudi naše energijske centre pretočne. Zakaj in kako jih vzdrževati pretočne na najbolj enostaven način, vse to nam bo zaupala danes. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Hvala lepa. Mislim, da je to eden izmed najbolj pomembnih pogovorov, kar smo jih opravili, kajti to je tisto, kar lahko mi naredimo za sebe. Pozdravljeni tudi vi. Ja, to je res. To je tisto, kar mi lahko največ damo sebi. Ker ko mi smo enkrat pretočni, ko mi enkrat usmerjamo svojo energijo, takrat praktično mi ne rabimo nikogar več, da za nas to ureja. Ampak ljudje smo, razumemo, da avto moramo peljati na servis, razumemo, da moramo iti k zdravniku takrat, ko nas boli. Ne razumemo pa tega, da je dnevno, smo mi odgovorni od tega, da naredimo to zase. In če delaš kar nekaj malih vaj in uporabljaš kar nekih stvari, ki jih imaš vedno pri roki, s tem narediš sebe pretočnega. V bistvu dogaja se ti, da sproti spuščaš stvari, tisto, kar ti okolica nalaga, kar ti ljudje prinesejo. Lahko recimo v delčku sekunde spustiš skozi sebe in če ti enkrat več tega ne sprejemaš, ostanejo tvoji energijski centri čisti. In takrat, ko so energijski centri čisti, pomeni, da sijejo, ti siješ in centri lahko neomejeno krožijo in dovajajo vedno znova energijo, se pravi najbolj pomembno zemeljsko energijo, ker mi smo zemeljska bitja. In če smo mi na nek način prilepljeni na zemljo, potem tudi jemljemo to zemeljsko energijo in s to zemeljsko energijo potem mi lahko delamo, ustvarjamo, živimo. Zanimivo. Kaj ni zanimivo, ljudje, ki so me spraševali že leta in leta nazaj, so rekli, Jasmina, zakaj imaš ti toliko, ne vem, svetovalcev pa terapevtov okrog sebe in zakaj jih tudi sama obiskuješ? A je kaj narobe s tabo? Sem rekla, ne, z mano ni nič narobe, ampak lej, imam frizerja, ko grem frizerje, če se hočem postričiti, a ne? Pa imam avtomehanika, ko zmeri hodim henmo in mislimo, ko mi avto dejansko štima, a ne? In zdaj, če imamo za lase, pa imamo za avto, pa imamo zavarovalničarje, ki nam hišo zavaruje, čakaj malo. Zdaj pa za najbolj pomembno področje našega življenja, za življenje, za odnose, za zdravje, a tukaj pa ne bomo imeli svetovalca, pa to je prvi svetovalec, ki bi ga morali imeti v življenju. Nekoga, s katerim se lahko pogovorimo, nekdo, ki nam lahko pomaga, kadar se sami mogoče zaštrikamo v določene stvari, ki dejansko ne vidiš izhoda, pa ti nekdo drug ga pokaže. Se vedno sam prehodiš to pot. Ampak se mi zdi, da je še vseeno drugače, če se ukvarjaš s temi stvarmi, ker toliko ljudi se ne ukvarja in vidimo rezultat tega. Koliko je bolezni, koliko je takih in drugačnih stvari težkih, ki se ljudem dogaja, pa še vedno ne naredijo nič. Je v bistvu, ljudje se ne premaknejo. Ne premaknejo se zaradi tega, ker jih je strah. Jaz rečem temu tako, kjer je strah, tam je največ energije. In kjer je strah, je potrebno samo prestopiti. Ampak dejstvo je, to, kar ste prej omenila, mi moramo imeti nekoga, ki je že to pot prehodil. Jaz recimo lahko sama zase rečem, imam še vedno in sem imela. Vedno je ta izmenjava izkušenj, izmenjava mnenj, kako je nekdo do tega prišel. Je tebi samo informacija, da lahko ti ugotoviš, kako ti lažje prideš, kako na enostavnejši način. Meni se pa velikokrat potem tudi pokaže, da najdem nekaj novega, nekaj hitrejšega, ker v bistvu jaz vedno iščem pot, kako najhitrej, na najlažji način in z najmanj dela priti iz določene situacije. In zaradi tega so meni bili vedno izzivi.
pa rečemo materialno obilje. To je itak tisti najbolj prvi pokazatelj, ko v bistvu nekako na en način začneš delati z energijami, da se ti materializira tisto, kar si želiš. Ampak predpogoj, da se ti materializira tisto, kar si ti želiš, je, da si ti vertikaliziran, da si ti povezan, da ti veš, zaradi česa to rabiš. In v bistvu bolj si te energijske centre polniš, več lahko imaš. Odraža se ti na materialnem, na zdravstvenem, na ljubezenskem, na kakršnem koli odnosu. Mene včasih ljudje vprašajo, kako imaš lahko ti toliko energije. Ja, v bistvu, jaz se 5 minut odstranim od ljudi in takrat sprostim tisto, česar ni moje, in se vrnem samo za svojo energijo, ker vendar lahko ti narediš sebi zaščito, ampak neke izmenjave pa vendarle potekajo. In čim ti sprostiš svoje energijske centre, ti v bistvu sprostiš tisto energijo, ki jo ne rabiš. Mama Zemlja je tako zelo, bom rekla, ljubeča do nas, da sama potem tisto prečisti in vrne kot tisto čisto energijo nazaj. Se pravi, mi damo tisto energijo v izvor, od kje je prišla, in se ta energija sama pretvori v čisto energijo in spet sije za nas. Ampak ljudje potem imamo predsodke, a to deluje, ali ne deluje, na kakršen način deluje. Deluje za vsakega, vsak ima možnost se s tem povezati, ampak še prej pa moraš to sprejeti, da je del to tvojega življenja. In ko ti na nek način imaš te energijske centre prečiščene, takrat tudi ne hrepeniš po neki družbi, takrat v bistvu si tisto sam seboj, ta stik sam seboj, ti v bistvu tvori tisto samo zadovoljstvo, da ne rabiš potrditve od okolice, a sem v redu, a nisem v redu. Jaz sem v redu, to kot sama zase mislim, da sem lahko v redu. Tisto, kar me pa moti, potem pa grem naprej in raziskujem pri sebi, kar lahko spremenim. Zanimivo, blazno zanimivo. Ljudje, ki prihajajo k vam po pomoč iz cele Slovenije, pravzaprav pridejo, v Prekmurju torej delujete. Kako se imenuje Radovci, a ne? Ja. Radovci. Jim poveste, kako naj si ohranjajo to pretočnost energijskih centrov? Je v bistvu takrat, ko mi teoretično predelamo vzrok težave, zaradi česar so prišli, takrat se pravi, ljudje pridejo k vam z diagnozami, ki so jih postavili uradni zdravniki. Jaz imam najrajši, da vsi pridejo z diagnozami, da je to uradno potrjena diagnoza. Se pravi, z izvidi, kakšnimi? Z izvidi, z vsemi navodilami zdravniki, in takrat recimo gremo izvid tisti začetni, vmesne kontrole pri zdravniku, in takrat se vidi tista razlika, kaj smo ta čas ustvarili. In v bistvu jaz bom tako tudi povedala, zelo nerada delam z ljudmi 3 dni prej, ko jim vzamejo krv, ali pa če imajo kakršnekoli preiskave. Zaradi tega, ker se potem lahko tudi ta slika zmede, so povečane vrednosti, ni realne vrednosti, in vedno ljudi znova upozorim, da 3 dni prej, preden grejo na kakršnekoli preiskave, ne delam terapije, ker v bistvu jaz bi zelo rada videla tisto realno stanje, ker jaz zelo verjamem tem aparaturam, ki so dokaj natančne in dokaj natančno pokažejo stanje v telesu, pa ne bo to kakršnokoli. Se pravi, imajo potem ljudje pravzaprav ne samo izvide kot takšne, ampak tudi dokaz, da je terapija pri vas delovala in na kakšen način je delovala? Ja, v bistvu ljudje to imajo in potem, bom rekla, so zelo hvaležni, da pač vidijo ta rezultat, da ni bilo to delo ali pa ta pot zastonj, da so se stvari v tem vmesnem času spremenile. Zdaj pa, če se naveže v to, v bistvu vsi dobijo isto navodilo. V bistvu jaz vedno rečem ljudje, pazite si svojo auro. Ne dovolite, da kdorkoli posega ali se pa sprehaja po vaši auri. In v bistvu, gledajte, sivkino eterično olje imamo več ali manj vsi. In če si ti zjutraj, ko se vstaneš ali pa še preden se odpraviš od doma, daš par kapljic sivke in se v bistvu na nek način pošpricaš ali posprejaš zatem, si ti zatem narediš zunanjo zaščito svoje aure. In v bistvu ni tistega močnega pretoka, ali pa recimo, če si nekje v čakalnici ali če si v trgovini. Jaz se zelo izogibam teh velikih centrov, ker v bistvu sama se tam dobro ne počutim in na nek način
Ne bi rada pobrala tisto, kar ni moje, ker v bistvu vsi kotovi v stanovanjih, v stolpnicah, v teh centrih so nasičene te energije in mimo grede lahko tvoja aura posrka nekaj tisto, kar je ni tvoje. In v bistvu sivka je eden izmed tistih, ki pri tem zelo pomaga. Potem bi rekla knajpanje. Knajpanje je zelo priporočljivo takrat, ko ugotovim, da človek ni prizemljen oziroma, da se rabi v najkrajšem možnem času prizemljiti. Se pravi, knajpanje je tisto res, ki deluje in se človek prizemlji. Potem kopeli z soljo. Sol je že od nekdaj, takrat, ko ljudje niso imeli denarja, sploh niso vedeli, recimo, na kak način si lahko pomagajo. Istočasno so uporabljali sol za užitje, po drugi strani so pa sol uporabljali tudi kot zdravilo. In v bistvu, če si ti narediš solno kopel, si v bistvu vse te meridiane odpreš in v bistvu ta energija steče. Itak voda pa odnese tisto, česar ne rabiš. Potem bi rekla ognjičevi cvetovi, kopel iz ognjičevih cvetov, je pa tista, ki na nek način mehča težko energijo. Jaz bom rekla, tedensko uporabljam ognjičeve cvetove za kopel. Posušene ali sveže? Posušene, ne? Posušene, ker takrat grem z kopalnice, kot da bi se prerodila. V bistvu vse, kar imamo na voljo, pa ne stane skoraj nič, si lahko mi uravnavamo, delamo pretočnost energijskih centrov. Za takimi triki. Za takimi triki. Druga stvar pa, ki je, si pa lahko pomagamo s hrano. Se pravi, za hrano, vsaka hrana ima določeno barvilo. In v bistvu, če mi gremo po energijskih centrih, če rabimo prizemljitev, bomo jedli bolj rdeče, če rabimo več te spolne energije, se pravi, bomo dali poudarek na oranžni barvi. Korenje. Če rabimo recimo več moči, bomo pojedli bolj, kaj je rumenega, samo z rumeno barvo, tu jaz ne bi pretiravala, zaradi tega, ker preveč rumene barve ali pa preveč rumenih stvari lahko potem viša nivo straha in tu je bolj ta previdnost ni odveč. Potem, ko rabimo to srčno, zeleno za rast, ko rabimo, da nekaj povemo, se pravi, si damo solne obhladke na grleno čakro ali pa pijemo več vode. V glavnem, nešteto načinov obstaja, na kak način si lahko mi pomagamo, brez tega, da kamorkoli gremo, ker v bistvu na tak način se vedno viša in enkrat pride končni rezultat. In to je pomembno. Kaj pa nekateri ljudje, ki so recimo močno ali v depresijah ali s tesnobnimi občutki in podobno, ki ne vidijo nekega izhoda kot takšnega, morate najprej vi počistiti vse te centre in razrešiti tisto, kar ni, da lahko sami potem vzdržujejo to? Glejte, pri psihičnem stanju je pa to, recimo, jaz delam zelo veliko za vijolično barvo in pri psihičnih težavah je vijolična barva balzam. Ali pa recimo, jaz delam tudi barvne terapije, sem že kar padla noter, ampak zelo rada delam barvne terapije, ker se v bistvu lahko z barvami igram. In takrat recimo vidiš ti čez tretje oko, kako se te barve spremenijo, ali koliko rabiš spustiti ene barve, ker v bistvu so osnovne barve, za katerimi se dela, ene osnovne, mislim, barve so pa, za katerimi pa moraš biti zelo previden, ne boš z rdečo nekje okrog srca, tak naprej, ampak v bistvu barve so tiste, ki ti pomagajo in to najbolj pri psihičnih težavah, če ti greš z ultravijoličnimi žarki, se pravi, narediš zaščito okrog človeka z ultravijoličnim žarkom in potem z ultravijoličnim žarkom potem sprostiš to psihično, bom rekla, napetost, človek se lažje prizemlji, čuti olajšanje in barve so tiste, ki ga potem tudi na začetku zelo podprejo.
Ko ljudje prihajajo k vam po pomoč iz različnih, zelo različnih razlogov, katera je tista stvar, ki je dejansko nadvse pomembna in se potem ljudem kar sprožijo določene samo zdravilne sposobnosti, ki jih ima? Kaj nam najbolj kot Slovencem in človeku nasploh, kaj nam najbolj manjka? Kaj nam najbolj manjka? Jaz bom takole povedala, najbolj nam manjka prizemljenost. Če smo mi prizemljeni, prvič nimamo materialnih problemov, drugič pa nimamo psihičnih težav. Ker človek, ki je prizemljen, v bistvu ta energija teče dol in ni zastoja. Če mi nismo prizemljeni, pademo v depresijo, pademo v psihične probleme. In prizemljen človek, jaz ne vem, jaz še nisem videla prizemljenega človeka pa psihično bolanega. Manjka nam pa tudi recimo odločitev, da to hočemo narediti zase. Sebe, čutiti sebe. Ker v bistvu, če ti nimaš stika zemlje, tudi ne boš čutil sebe. In bo kar neke informacije prihajale in jih boš vzel kot svoje. Če ti veš, zakaj se gre, potem lahko vi meni danes, ne vem, bi temu rekla, da je to dobro zame. Če jaz čutim, da to ni dobro zame, potem tega ne bom vzela. Kako pa se lahko najbolj prizemljimo, recimo? Najbolj se lahko prizemljimo, kot sem že prej povedala, z knajpanjem, z delo z zemljem. Jaz čutim zemljo v svojih rokah. Sem del zemlje, zato ker sem zemeljsko bitje. In večkrat dnevno se zahvaljujem planetu Zemljo, da na planetu Zemlje obstajam in živim, delujem in da lahko sprejemam zemeljsko energijo. Kajti planet Zemlje je tisti, ki nas kot človeštvo podpira, hrani. V bistvu za Zemlje mi imamo preživetveno energijo. Vse ostalo, informacije, delovanje, pa dobimo od zgoraj navzdol. Se pravi, tudi delo na zemlji, kar je zdaj v tem času sploh aktualno, bo zelo dobro vplivalo. Jaz se spomnim mojega dedeka in sama zdaj tudi to recimo uporabljam, sprehod po rosi. Ni lepšega občutka, kot da imaš roso na svojih nogah. In takrat, ko čutiš roso na svojih nogah, drevo ob sebi, šumenje znotraj drevesa in znotraj teh korenin, kako ta energija kroži, meni ni lepšega prizemljitva. Mislim, ta prizemljitvena energija, ko jo enkrat dobiš, če jo vzdržuješ, ostane. Zanimivo. Ravno nekaj dni nazaj sem si privoščila sprehod in sem potem malo zaspala v travi oziroma zadremala. Kar je super. Pretočnost je torej tista, ki je tako zelo pomembna in tudi ljudje, ki imajo neke težave, kakršnekoli pa že, je to dejansko prva stvar, ki se naredi. Ponovno se vzpostavi torej pretok ta energijski. Ta pretok, s tem, da moram pa poudariti, zelo pomembno je pa še to, da mi dihamo in predihujemo, da mi spijemo dovolj tekočine, ker če tekočine v telesu ni, pretoka ne moreš spostaviti. Jaz, ko delam terapijo, ponavadi vodo že prej nastavim, ker vem, da bojo ljudje žejni, v bistvu nekako... Intuitivno bojo zaznali, da rabijo, ne? Ja, ker v bistvu takrat jaz tudi v sebi začutim, ta človek je žejen ali pa ta človek ni pretočen zaradi tega, ker je premalo tekočine. Lejte, voda je zelo pomembna, dihanje je zelo pomembno, pa potem vse ostale stvari, ki so jih naštele. Ker v bistvu tudi bolečina se da predihati, če ti veš to predihati. Čez dihanje se lahko prizemljiš, z dihanjem lahko stvariš marsikaj, ampak... Življenja pa ne, ker če nehaš dihati, pol je to. Najlepša hvala, da ste bili v naši družbi. Tatjana Melin, torej, ki deluje v Prekmurju. In ja, dajmo torej zdržati tole pretočnost in vse skupaj bo mnogo lažje. Če ste slišali kaj zanimivega, kaj koristnega, jaz vem, da definitivno sem. Dajte to povedati ostalim, povejte sosedom, povejte sodelavcem, povejte prijateljem, povejte kolegicam in vsem ostalim, zato da boste širili dobre stvari za dobro ljudi.
A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.